Kakšen fair play lahko pričakujemo v cheerleadingu, se je pozanimal naš Jan Porič. Ob svetovnem dnevu miru smo se zbrali na Kodeljevem, kjer govorimo o fair playu. Tu se dogajajo različne športne panoge, nogomet, tek miru, skakanje na trampolinu. Organizatorje sem malo povprašal, kaj menijo o fair playu v cheerleadingu. Bojan mi je zaupal zgodbo, kjer je fair play res prišel do izraza. Ena skupina, mislim, da uvrstila pred drugo, pa so ugotovili, da ni bilo pošteno to, kako so se vsi pred njih, pa so nekaj bila kršena, to so nekaj učitelji so pozirali. In ta ekipa, ki je bila boljša reščena, je priznala to napako sodnikov in sama pozirala napako, s tem v bistvu zamenjala tudi svoje mesto ekipi, ki je bila za njimi. Na temo fair play mi je zaupal nekaj besed znani telovadec Aljaž Pegan. Fair play mora biti v športu. Zdaj, ko sem jaz začel se ukvarjati z gimnastiko, se je zelo malo govorilo o temu. Mislim, da se vsako leto več govori o fair playu in prav je tako. Iz zavoda Fair Play so mi pojasnili nekaj ključnih pomenov fair playa. Fair play ne razumemo samo kot pošteno igro, ampak tudi tisto vzajemno zaupanje, spoštovanje kolegov, nasprotnikov in hkrati to, da čeprav tekmujemo, po sami tekmi seveda sežemo v roke, zakopljamo tisto športno bojno sekiro in še kakšno popijemo. Pri fair playu je najbolj pomembno, da ga enostavno živiš. Da verjameš, da je tista igra, pri kateri si po pošteni poti prizadevaš do najboljšega možnega dosežka, edina prava pot. Dr. Milan Hosta je vsem ŠKL-jevcem zaželel nekaj lepih besed. ŠKL-ju sporočam, da naj ostanejo ŠKL-jevci z dušo in srcem in naj ne pozabijo, da je fair play tisto, kar vodi tudi zmagovalce naprej. Ne glede na to, kaj počnemo, ni važno zmagati, ampak predvsem to, da se imamo lepo in da se zabavamo. V nadaljevanju oddaje, kako hitro pripraviti zdravo hrano, koliko sadja dnevno morate pojesti, preizkušali pa smo tudi tople obroke na šolah.